Ja, skratka, želim predstaviti zahtevo poslanske skupine Zares za sklic nujne seje Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ. Kot vodja poslanske skupine Zares sem od predsednika te komisije, gospoda Milana Petka, zahteval, da skliče nujno sejo, ki zadeva javno prodajo delnic Nove kreditne banke Maribor. V poslanski skupini Zares ocenjujemo, da je bila sicer prodaja zakonita, da ima določene zelo pozitivne lastnosti, da pa je prišlo seveda tudi do nekaterih precej velikih pomanjkljivosti, o katerih se mora opredeliti tudi pristojno telo Državnega zbora. V poslanski skupini Zares ocenjujemo, da je pozitivno, da je model privatizacije Nove kreditne banke Maribor vključil vse državljanke in državljane, da se je z javno ponudbo tudi prodalo 24% delnic te banke državljankam in državljanom, ki so to Novo kreditno banko Maribor, kot tudi vse druge banke, sanirali. Seveda pa po drugi strani ugotavljamo, da je pa prišlo do precej velikih nepravilnosti ali pa pomanjkljivosti v primeru prodaje dobro poučenim vlagateljem, tako imenovanim institucionalnim lastnikom, domačim in tujim investicijskim skladom. Treba je najprej ugotoviti, da je bila cena očitno fiksirana tudi za sklade med 20,5 in 27 evri in zagotovo je zelo nenavadno, da tudi če je kateri investicijski sklad želel ponuditi višjo ceno od 27 evrov, minister Bajuk po višji ceni ni mogel prodati, ker je tako nespretno zastavil razpis, da je maksimalna možna cena bila 27 evrov. Jaz se resnično sprašujem, ali bi minister tako prodajal tudi svoje stanovanje, če bi oddal recimo oglas, da je okvirna cena 150 do 200 tisoč evrov, potem bi se pa pojavilo cel kup kupcev, ki bi mu ponujali 300 tisoč evrov, pa bi rekel, ne, oprostite, najvišja cena je 200 tisoč evrov, nočem 300 tisoč evrov in bom zbral med temi, ki ponujajo 200 tisoč evrov. Takšen način izbora investicijskih skladov oziroma dobro poučenih vlagateljev je povsem nesprejemljiv. Seveda je drugačna stvar pri malih vlagateljih, ki so banko sanirali, kjer je tudi cilj, da se jih čim več vključi in je logično, da je cena ugodna, da je določen diskont 27 evrov, je bila primerna cena in to pozdravljamo. Seveda je pa nelogično, da se domačim in tujim investicijskim skladom proda po neki ceni zelo nizki, pri kateri je povpraševanje bistveno večje od ponudbe. Namreč, če bi se prodalo po višji ceni, bi na ta način uresničili svoj interes tudi tisti državljanke in državljani davkoplačevalci, ki delnic Nove kreditne banke Maribor niso kupili. In bi se ta sredstva pač v bistveno večji meri zlila v proračun, kot se bodo pa sedaj. Popolnoma nejasno je tudi, zakaj še do danes ni znano, kdo so tuji dobro poučeni vlagatelji oziroma tuji investicijski skladi, karkoli so že, in kako je mogoče, da ima še vse do danes izbor tujih vlagateljev oznako poslovna skrivnost oziroma strogo zaupno. Namreč vseeno ocenjujemo, da bi morala prodaja državnega premoženja potekati transparentno in če lahko za vse domače delničarje ugotovimo, kdo so, če lahko za domače dobro poučene vlagatelje ugotovimo, kdo so, potem se lahko vprašamo, zakaj za tuje ne moremo ugotoviti oziroma kdo in zakaj nekaj skriva. Nobena skrivnost ni, da je vse od petka do torka potekalo usklajevanje v koaliciji oziroma znotraj koalicije, kako izbrati med zainteresiranimi dobro poučenimi vlagatelji. Glede na to, da je bila cena znana že v petek v višini 27 evrov, se pojavlja vprašanje, kaj je koalicija počela praktično cel vikend in še ponedeljek in torek, oziroma glede česa so se usklajevali. In predvsem je nenavadno to, da je končni izbor dobro poučenih vlagateljev, ki ga je sprejela vlada, bil drugačen kot pa izbor, ki ga je predlagala komisija za izbor dobro poučenih vlagateljev.
Predvsem pa ni jasno, zakaj minister Bajuk ni predvidel neposrednih pogajanj ali javne dražbe za primer, kadar povpraševanje po delnicah Nove kreditne banke Maribor strani tujih in domačih investicijskih skladov krepko preseže ponudbo. Namreč danes je popolnoma jasno, da bi lahko za ceno delnice iztržili precej več. In če je bilo tem domačim in tujim investicijskim skladom prodanih 5,7 milijona delnic in če privzamemo, da bi namesto 27 evrov lahko iztržil tudi 37 evrov ali še več, potem je že iz tega naslova nastalo okoli 57 milijonov evrov oportunitetne izgube za državni proračun in je iz tega naslova nastala seveda tudi določena škoda. Še večji absurd pa nastane ob vprašanju, zakaj minister Bajuk ni predvidel možnosti v razpisu, da se ob tako velikem povpraševanju po delnicah strani Nove kreditne banke, po delnicah Nove kreditne banke Maribor strani državljanov predvidi možnost, da bi se povečalo število delnic, ki je na voljo državljanom. Zakaj torej, namesto, da bi vseh 49% delnic upisali državljani in Republike Slovenije, davkoplačevalci, ki so to banko sanirali in imajo interes, zakaj bodo zdaj ljudje v Sloveniji dobivali domov obvestila, da se jim 80% sredstev, ki so jih želeli porabiti za nakup delnic NKBM, vrne, hkrati se pa po isti ceni te delnice prodaja tujim in domačim investicijskim skladom. To je na nek način nelogično in jaz moram reči, da je povsem skregano tudi z neko vsebino, ker očitno pozabljamo, da so prav davkoplačevalci Republike Slovenije sanirali NKBM in da je nelogično tudi nepovezano z razvojem trga kapitala, ker ideja je vendarle bila, da se čim več državljanov vključi v privatizacijo NKBM. Smešen je pa argument ministra za finance, ki pravi, da so ciljali neko lastniško strukturo. Ja, sej cena bo vendarle, delnica bo vendarle kotirala na borzi in se bo ta lastniška struktura tako ali tako spreminjala. In če ni znal minister zaračunati domačim in tujim investicijskim skladom višjo ceno za delnico NKBM kot 27 evrov, potem bi pa mar omogočil državljanom, da sami upišejo vseh 49% delnic in sami potem na borzi prodajo po višji ceni tem domačim in tujim investicijskim skladom, ki bodo tako ali tako kupovali tam. Tako da to je na nek način nelogično in v mnogo čem seveda pojasnjuje to tudi, zakaj obstaja vse več informacij, da je vendarle prihajalo do nekaterih čudnih potez, da ni skrivnost, da so nekateri investicijski skladi vse več govoric bili pripravljeni ponuditi za delnico precej več in da je največji paradoks to, da tudi če je nek investicijski sklad ponudil za delnico hipotetično 35 evrov, je lahko plačal največ 27 evrov. To je skoraj bilo bi smešno, če ne bi bilo po drugi strani žalostno, ker bo pač izkupiček za državni proračun manjši. Tako da na osnovi vseh teh dejstev smo ocenili, da mora tudi o privatizaciji Nove kreditne banke Maribor o javni prodaji delnic, ki ima nekatere zelo pozitivne lastnosti, povezana pa je tudi z velikimi vprašanji in ne nazadnje tudi z vprašanjem suma, da je prišlo tudi do koruptivnega ravnanja. Namreč, če je neka komisija sama izbirala, kateri investicijski sklad je dovolj dober in kateri ni dovolj dober, hkrati pa vsi vemo, da so bili nekateri investicijski skladi pripravljeni ponuditi za delnico precej več kot 27 evrov, pa jim država po višji ceni ni želela prodati, potem se lahko vprašamo, ali so bili člani komisije in pa tudi tisti, ki so na vladi sprejemali odločitev, podvrženi tudi kakšnim drugačnim pritiskom ali ponudbam in ali so tem pritiskom ali ponudbam tudi podlegli. Tega dokazov trdnih za to sedaj ni, zavedno bo pa žal ostal nek grenak občutek, da vendarle ni vse potekalo pregledno in dovolj transparentno, da bi lahko to privatizacijo, ki je bila sicer v izhodišču mišljena dobro
izpeljana pa v delo, ki zadeva prodajo delnic dobro poučenim vlagateljem, predvsej slabo in nespretno. Ob tem se mi seveda pojavlja še vprašanje, če držijo govorice, da je Citigroup prejel za svoje svetovanje več kot 5 milijonov evrov, potem se mi zdi to seveda precej velik denar, glede na to, da je bilo tekom postopka zagrešenih precej nepravilnosti. Na takšen način bi lahko postopek izvedli tudi sami doma, oziroma verjamem, da imamo v državni upravi dovolj strokovnjakov, ki bi na ta način to zmogli, ne da bi za to porabili več kot 5 milijonov evrov dodatnega denarja. Hvala.